Pozdravljeni! Današnja oddaja je zadnja pred dopustom in tako kot ponavadi bo namenjena nekaterim dogodkom, ki so zaznamovali prvo polovico tekočega leta. Januarja smo izvedeli, da je ormoška psihiatrična bolnišnica v decembru prejela mednarodno akreditacijsko listino kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave po standardih IIC Healthcare in uspešno zaključila skoraj 3-letni projekt mednarodne akreditacije. Sicer pa je prizadevanje za kakovost in varnost zdravstvene obravnave v ormoški psihiatrični bolnišnici že od nekdaj eno temeljnih vodil delovanja, tako da je mednarodna akreditacija le še potrditev, da so na pravi poti. Kljub temu pa jim listina veliko pomeni. To nam vsekakor pomeni veliko. Ni enostavno priti do take akreditacijske liste. Mi praktično smo delali na tej standardizaciji 3 leta. Delamo namreč tudi na standardizaciji, na sistemu uvedbe ISO 9001. To seveda ni enostavno, zahteva veliko, bi rekla, dodatnega in znanja, in volje, in dela, energije, tudi drugačno razmišljanje vseh zaposlenih, tako da ta listina je dejansko rezultat dela vseh zaposlenih. Vsekakor pa pomeni navzven, da so naše storitve kvalitetne, strokovne, varne, da uporabljamo mednarodne standarde in seveda potem tudi to sedaj, ko gre tudi za ta pretok pacientov čezmejni, je to izredno pomembno, ker je tudi naša bolnišnica potem pomeni, da smo usposobljeni za delo oziroma za strokovno delo psihiatričnih storitev. Pridobljena mednarodna akreditacijska listina, ki jo je psihiatrični bolnišnici Ormož dodelila mednarodna komisija, le še potrjuje, da psihiatrična bolnišnica Ormož svojim pacientom nudi prijazno, varno in urejeno okolje ter zdravstveno oskrbo, ki temelji na mednarodnih standardih kakovosti in sodobni klinični praksi. Hkrati predstavlja dolgoročno zavezo k nenehnemu nadgrajevanju in dopolnjevanju sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. So pa v bolnišnici ponosni tudi na uspešno zaključeno poslovno leto 2014. Pred kratkim so adaptirali kletne prostore upravne zgradbe in vanje preselili bolnišnični arhiv. Trenutno pa v okviru obnovitvenih del bolnišnice poteka prezidava in obnova kuhinje, ki bo z vsemi spremljevalnimi prostori v bodoče imela kar 650 kvadratnih metrov. Obnovitvena dela za bolnišnico predstavljajo precej velik finančni kot organizacijski zalogaj. Dela pa bi naj bila zaključena v pomladnih mesecih. Osrednji dogodek meseca februarja je bila otvoritev nove zgradbe knjižnice. Od februarja se je namreč v knjižnico Franca Ksavra Meška potrebno odpraviti v Žigrovo ulico, v obnovljeno zgradbo nekdanjega vrtca. Nova, sodobno urejena knjižnica se razprostira na več kot 750 kvadratnih metrih in je razdeljena na oddelek za odrasle in mladinski oddelek, ki skupaj ponujata 100 000 knjižničnih enot. Mnogi se verjetno spominjate, da je včasih delovala v pritličju zgradbe na Vrazovi ulici 12, kjer se danes nahaja Ljudska univerza. Potem se je preselila v grajske prostore, kjer je zanjo bilo sicer idealno mesto, a žal stari grajski zidovi popuščajo pod težo številnih knjig. Namreč danes ima ormoška knjižnica 3-krat več gradiva, kot ga je imela pred 20 leti, ko se je preselila v grad. Sicer pa ima knjižnica v Ormožu večstoletno zgodovino, je v svojem nagovoru zbranim na odprtju povedala direktorica Milica Šavora. Pred 500 leti je približno na isti lokaciji obstala knjižnica frančiškanskega samostana. Tega so leta 1786 zaprli, vso knjižnično gradivo pa preselili k frančiškanom v Varaždin in na Dunaj. Naslednji zgodovinski zaznamek v razvoju knjižničarstva na Ormoškem je nastanek Narodne čitalnice leta 1886, ki je delovala v prostorih takratne ormoške posojilnice na Ptujski cesti.
Čitalnice so imele v svoji sestavi tudi knjižnice s časopisi, žal za Ormoško ni znano število knjig, niti kam se je preselila na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Pomembnejši podatek izhaja iz leta 1906, ko je ormoška čitalnica odprla svojo knjižnico, tudi med članom, in tako postala javna ljudska knjižnica in kot takšna delovala vse do leta 1941. Ponovna vzpostavitev knjižnične dejavnosti na Ormoškem sega v prvo povojno leto, ko so ustanovili ljudsko knjižnico Ormož, ki je v letu 1951 razpolagala s 1209 knjigama. Naslednja leta tudi ta ni več delovala, ostal je le del knjig, ki so ležale na tleh v Vlažnem kotu, nekdanje Majeričeve hiše na Ptujski cesti. Knjižnična dejavnost se je ponovno vzpostavila konec 50. let. Prvi zakon o knjižnicah je leta 1961 občina naložil ustanovitev matičnih knjižnic. Občina Ormož jo je ustanovila 2 leti pozneje. Zaposlili so tudi prvega poklicnega knjižničarja. Matična knjižnica je domovala na Kerenčičevem trgu, skupaj z razširno postajo v istem vlažnem prostoru. Fond knjig še vedno ni presegal številke 1800. Še istega leta se je knjižnica začasno selila v neogrevan prostor v stanovanjskem bloku na naslovu Dr. Hrovata 1. Zaradi mraza so morali pozimi zapreti svoja vrata. Nove prostore v izmeri 95 kvadratnih metrov je dobila knjižnica naslednje leto v gradu, od koder se je že čez leto ponovno selila, takrat v Brazovo ulico 12 prostore sedanje Ljudske univerze. V sklopu te je delovala vse do leta 1992, ko je postala samostojen javni zavod. V knjižnici Franca Ksaura Meška Ormož je zaposlenih 7 ljudi. Ves čas sanacije zgradbe namenjene knjižnici pa so skrbno nadzorovali potek del in končno sami naredili načrt za opremo prostorov. Pravzaprav ničesar niso prepustili slučajnosti. Načrtovana je bila vsaka polička in že v načrtih se je vedelo, kje se bo v določeni prostor najbolje podala katera od polic, je povedala direktorica Milica Šavora. Sami pa bodo poskrbeli tudi za ureditev okolice, za okrasne gredice in vse, kar spada zraven. Ob priložnosti odprtja knjižnice se je direktorica Milica Šavora zahvalila vsem, ki so pripomogli, da je knjižnica dobila nove prostore. Sploh pa se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri selitvi. Ker smo se zavedali, da brez izdatne zunanje pomoči ne bomo sami zmogli preseliti tako obsežne knjižnične zbirke in pohištva, smo poprosili za pomoč Gasilsko zvezo občine Ormož z društvi. V vseh dnevih selitve se jih je zvrstilo resnično veliko. Neutrudno so prenašali številne težke škatle, ki jih je bilo okrog 2000 in tudi s knjigami naložene še težje knjižne police. Gasilci, srčna hvala, še posebej predsedniku Gasilske zveze Ormož Dejanu Jurkoviču, ki je poskrbel za organizacijo, in predsednika prostovoljnega gasilskega društva Ormož Rajko Košiču, ki je bil tako rekoč vse dni z nami. Brez vseh vas res ne bi zmogli. Naslednja zahvala velja našim dragim kolegom, knjižničarjem s Ptuja. Pomagali so nam pri vsem, skoraj vse dni selitve, tako pri načrtovanju le-te, prevozu gradiva, demontaži in montaži knjižničnih polic, zlaganju gradiva v škatle, zlaganju iz škatel, urejanju gradiva in na koncu tudi knjižnični inventurji. Direktor knjižnice Ivana Potrča Ptuj, magister Matjaž Nojdauer, dragi ptujski kolegi, hvala vam. Hvala prostovoljcem, ki so izvajali prevoz gradiva in pomagali seliti gradiva v organizaciji občine Središče. Zahvala županu gospodu Juriju Borko za organizacijo 2 ekip. Hvala tudi prostovoljcem iz vrst uporabnikov knjižnice, tako za pomoč pri zlaganju in prenašanju, kot tudi čiščenju polic in prostorov nove knjižnice. Zahvala neutrudnima hišnikoma občine Ormož, ki smo jo dobro spoznali in bi jo najraje kar obdržali med nami. In seveda gospodu županu Alojzu Soko, ki je omogočil njuno pomoč. Za pomoč zahvala tudi zaposlenima osnovne šole Ivankovci in ravnateljici Nadi Pigner. Pomagali so nam tudi učenci iz vrst prostovoljcev osnovne šole Ormož pod mentorstvom Alenke Šalamon, ravnateljici gospe Majdi Podplatnik in vsem sodelujočim iz Ormoške šole hvala. Hvala tudi komunalnemu podjetju Ormož za hiter odziv prvi dan selitve. Zahvala tudi vsem trgovskim centrom, predvsem Šparov in Tušov, ki so 2 meseca zbirali bananine škatle. Zlevnidovičar in Anico Goričanec, ki sta takoj prisluhnili vsem našim še tako muhastim željam. Selitev pa seveda ne bi bila možna niti opravljena brez vas, dragi sodelavci.
Hvala za ves vaš trud, pomoč in vso podporo tako pri načrtovanju projekta in izvedbi selitve na novo lokacijo. Zelo ste se izkazali in verjamem, da bo knjižnica z vašim delom, trudom in idejami zaživela v teh lepih novih prostorih, v tem čudovitem okolju. Zbrane na odprtju knjižnice so nagovorili tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Alojz Sok je povedal, da je ideja za selitev knjižnice tlela že kar nekaj let. Mislim, da kakih 5 let nazaj me je na to zadevo najbolj resno opozoril Ciril Ambrož. Takrat sem mislil, on je fotograf, ima boljšo oko kot druge in sve mi je pokazal, kako stene v sodnem izidku gradu pokajo. Ko smo potem naredili statični pregled, je bilo ugotovljeno, da je stanje slabo, da se naj odločimo čim prej za selitev. Vse je nastalo vprašanje, kako in kam iti, ko je postal ta vrtec tukaj prazen, je potem dozorela ideja, da bi lahko bila knjižnica tukaj. Vse so takrat nekateri tudi predlagali, da naj bi knjižnico preselili v objekt Time. Na občini smo vprašali, na prvo vprašanje nismo dobili odgovora. Potem, ko pa je zadeva bila tako daleč, da smo začeli s pripravo projektov in dejansko, ko je že padla odločitev, da bi knjižnica naj šla sem, pa je prišla ponudba v višini 600 000 evrov, če bi hoteli tam tisti objekt odkupiti. Torej to povem zato, ker vem, da je ta ideja bila zelo živa v Ormožu in tudi meni je bila všeč, ampak nekako težko uresničljiva. Potem je dejansko bil po zaslugi ministra Zvonka Černača v razpis energetski sanaciji javnih objektov vključen tudi možnost prijav knjižnic. Tukaj moram povedati, da je to nastalo na pobudo našega državnega svetnika Branka Šumeljaka, ki ga danes žal ni tukaj. In da je potem naša prijava bila uspešna, dobili smo zagotovljena sredstva in tako smo danes v tem objektu vrednem po sanaciji, tudi tam nekje okrog 600 000 evrov, s tem, da nam, kot je že direktorica povedala, manjka še ureditev okolice, ki je v planu letos. Torej še letos naj bi se to področje tukaj okolje primerno uredilo, tako da bo tudi poskrbljeno za parkiranje in pa za vse tiste, ki bodo knjižnico obiskovali. Jaz bi mogoče ob tej priliki še povedal to, da smo nekaj leti v Ormožu uspeli zagotoviti prostore za muzej, zagotoviti prostore za glasbeno šolo, za mladinski center, alternativno kulturo. Uspeli smo tudi za silo prenoviti Ormoški kulturni dom in tudi vse ostale razen Kogovskega. V Ormožu smo naredili nov 10-oddelčni vrtec. Če omenim samo te družbene dejavnosti, nas sedaj čaka še ena taka investicija, ki smo jo dolžni narediti, to pa je poskrbeti za lepše prostore za naše študente. In to bo tudi naslednja naloga, ki se jo bomo lotili. Župana občin soustanoviteljic Središče ob Dravi in Svetega Tomaža sta povedala, da gre še za en uspešno zaključen projekt 3 občin in izrazila zadovoljstvo nad novo pridobitvijo za občane. Torej, kot je bilo povedano, smo ena izmed občin soustanoviteljic in verjemite mi, tako kot je povedala gospa direktorica, da se torej skupaj z svojim kolektivom veseli teh novih prenovljenih prostorov. Verjemite, da se tudi jaz osebno, pa kot je gospod župan povedal, tudi sam veselim, torej, da smo zopet dokazali in uspeli v enem skupnem projektu, v pomembnem projektu, kajti gre za pomembno knjižnico, skupno knjižnico in kot je bilo povedano, seveda tudi mi v Središču ob Dravi smo lani odprli krajevno knjižnico, ki spada pod Ormoško, torej smo našim občankam in občanom še bolj približali to knjižnično dejavnost. In seveda tudi letos bomo nadgradili to knjižnico. Kot je gospod Sok povedal, v mnogih skupnih projektih smo uspeli, to seveda dokazuje, da vemo sodelovati, da dobro sodelujemo. Tudi jaz sem prepričan, da bomo še sodelovali na naslednjih projektih.
tudi pri skupnih zavodih, seveda vse skupaj odvisno, ali bodo se nadaljevali v naslednji finančni perspektivi ti razpisi, ki bodo seveda omogočili, da bomo pridobili kakšno nepovratno sredstvo, kajti za lastnimi seveda takih projektov ni možno speljati. Nažalost, časi niso enostavni, ampak kot smo že povedali, torej zopet smo dokazali, da nam ni vseeno za to področje, tudi ne torej knjižnično, šolsko in marsikje. In tudi jaz se zahvaljujem torej obema občinama, gospodu županu Soku, njegove ekipi, ki je v bistvu vodila ta projekt, tudi gospodu Mirko. Gospe direktorici, celotnemu timu seveda želim dobro in uspešno delo. Pa kot sem povedal, torej, da tudi letos, kot smo si zastavili, še v središču dodatno nadgradimo našo knjižnico. Hvala. Ker je bilo mnogo stvari že povedanih, bi rad povedal nekaj zelo pomenljivega. Knjižnica je čudovita, je na sam izgled zelo bogata. Je pa toliko bolj bogata in prijetna tudi zaradi tega, ker ima zelo lep naziv. Frana Ksavra Meška iz Svetega Tomaža. Zelo sem ponosen, da je ime knjižnice ravno po našem občanu, po našem velikem možu, ki ga po Svetem Tomažu zelo častimo. Izkoristil bom to priložnost in vas povabil tudi k Svetemu Tomažu, mislim, da enkrat v spomladanskih mesecih, ko bomo tudi pri nas odprli oddelek oziroma enoto knjižnice pri Svetem Tomažu. Čestitam vam vsem, ki ste se trudili, delali in poskrbeli, da je ta knjižnica danes tako lepa, svetla in bogata. Otvoritveno svečanost je popestril saksofonist magister Oto Vrhovnik, redni profesor na Univerzi za glasbo na Dunaju. Novo zgradbo ormoške knjižnice pa je blagoslovil domači župnik Drago Avsenak. Čast, da prereže tribarvnico, je pripadla legendi ormoškega knjižničarstva Nežki Vavpotič. Sledil je ogled nove knjižnice in pogostitev za vse. Seveda pa se je potrebno spomniti tudi pusta. Tradicionalni ormoški pustni karneval je bil na pustni torek, male maškare iz ormoškega vrtca pa so svojo povorko imele že dan prej. Od vrtca do Kerenčičevega trga, kjer so na kratko zarajale s kurenti in se potem odpravile še v dom starejših občanov. Pustni čas je posebno veselje tudi za najmlajše. Otroci iz ormoškega vrtca so tradicionalno pustno povorko od vrtca do Kerenčičevega trga pripravili že v ponedeljek. Na Kerenčičevem trgu so se malim maskam pridružili tudi kurenti in vsi skupaj so na kratko zarajali ob zvokih harmonikarja, vzgojitelja Tadeja Muhiča. Tudi gledalcev ni manjkalo in seveda otrok, ki vrtca sicer ne obiskujejo, pa so se ob tej priložnosti tudi našemili in se prišli pokazati vrstnikom. In to je bilo mask. Dokoder pač sega otroška domišljija, princeske, Pike Nogavičke, ninje želve, indijanci, klovni, pikapolonice, sneženi možje, Miki Miške, mačkoni, tudi oslička in leva smo videli. In seveda male kurente, pa kakšnega malega vrakca vmes. Pino, kaj si ti? Gekon. Kaj to pomeni? Ne vem. Kakšen kuščar je to? In zakaj ti je všeč ta maska? Zato, ker ima pike.
In kje si dobil to oblačilo? Pri Šivilje. Ninja želva. Zakaj si se odločil za to masko? Zato, ker mi je všeč. Aha, in imaš tudi drugače rad ninja želve? Ja? In kaj si ti, kaj predstavljaš? Klovn. Zakaj si rad klovn? Zakaj ti je fajn ta obleka? Ker je mi klovn všeč. Kaj pa imaš to v roki? Ropotilni. Dobro. Kaj si pa ti? Princesa. Zakaj si se odločila biti princeska? Zato, ker mi je lepa. Pa zato, ker je topla. Imaš rada pust, ti je fajn? Ja. Baletka. Aha. In zakaj se ti zdi fajn biti baletka? Zato. Kje si pa dobila ta kostim, to kronico lepo? V trgovini. Kaj si pa ti? Jaz sem Pika Nogavička. Zato sem Pika Nogavička, ker hočem biti vedno Pika Nogavička, pa... Pa veš, kdo je bila Pika Nogavička? Ne. Bila je ena taka navihana deklica, si ti tudi takšna? Ne. Ti si pridna? Ja. Kaj si pa ti? Elsa. Kakšna lepa oblekica, kje si jo dobila? V Avstriji. In imaš rada pust, ti je fajn tako? Ja. No, zakaj? Zato, da se oblečemo v maske ali zakaj? Ker se oblečemo v maske. Si se dolgo pripravljala na pust? Ja. Kaj si pa ti? Indijanec. Wow, vidim, da imaš pero za trakom na glavi. Zakaj indijanec? Pač. Veš, kdo so bili indijanci? Ne. Takšni bolj divji so bili, si ti tudi takšen? Ne. Po rajanju na Kerenčičevem trgu pa so se male maškare odpravile pokazati še stanovalcem doma starejših občanov. Materinski dan v marcu je med mnogimi zaznamoval še en lep dogodek v Ormožu. Gre za posebno gesto občinskega odbora Nove Slovenije, ki so stanovalkam v domu starejših občanov in Ormožankam podeljevali vrtnice in mnogim tako polepšali praznični dan. Včasih je drobna pozornost vredna več kot vsa bogastva. Tega se zavedajo tudi v občinskem odboru Nova Slovenija Ormož, ki tudi ob letošnjem materinskem dnevu niso pozabili na stanovalke v domu starejših občanov, pa tudi na ostale naključne Ormožanke. Ja, to je res, da se vsako leto pridemo v dom upokojencev, pa še polkaj ostane, gremo na center ali pa v kako trgovino, ki se mamica najbolj okoli grejo, kaj vidimo, in pol vsakom podarimo eno vrtnico za ves trud, pa imajo skrb za otroke, so zaposlene polno, bi lahko rekel 12 ur, edino kaj prespijo, ono pa imajo skrb službe za otroke, vse treba poskrbeti. Koliko vrtnic boste danes podarili? 170 vrtnic bomo podarili, teka tu okoli 120, meni se vidi, ostalo pa pri občini ali pa v centri. So presenečene, ker ne pričakujejo ponavadi, tako da smo oba tudi zelo vesela, ko vidimo radost in srečo v ženskah, ko jim podarimo vrtnice. No, na nek način je to podarjanje teh vrtnic tudi izpolnjevanje vaših nekih notranjih želja, vzgibov, no? Točno tako, ker seveda zelo cenimo materinstvo in ženska nasploh, kot pravimo, da držijo 3 vogale hiše in zato jim seveda to delimo. V ormoškem domu starejših občanov je čez 100 stanovalk in vse so bile deležne vrtnice, celo barvo so si lahko same izbrale. Člani občinskega odbora Nove Slovenije so jih raznosili po sobah, nekaj stanovalk pa je nenavadne obiskovalce dočakalo kar v avli doma.
Gospa Marija, ste veseli vrtnice? Reči ja. Ja. Celo 2 ste dobili. Zato, ker te radi moje reče. Ne? Ja, kavat ne. Ja, zelo me veseli, da se spustite na nos, ker je tudi vse lepo, pa vse. In zdaj pa še smo dobili ružo, da še bomo bolj mladi, pa bolj veseli. Hvala vam lepa. Ste veseli vrtnice? Ja, zelo. Nisem si nikoli mislila, da bom dobila tako lepo rožo za materinski dan. Vam kaj posebej greje srce, pogled na to krvavo rdečo vrtnico? Ne vem. Lepo v glavnem je. To pač zelo veliko, to mi je nekaj najlepšega. Ste pričakovali, da se bo danes na materinski dan kaj zgodilo takšnega? Ne, nisem, pa sem presenečena. Lepo. Vam je toplo pri srcu? Toplo mi je, žalostna sem bila, zdaj sem pa vesela. No in kakšno je vaše sporočilo na današnji dan, materinski dan? Kaj bi vi recimo povedali vsem ženskam, materam? Da ne potrpijo malo, naj bojo močne, vse naj jim želim, vsem ženskam, ki trpijo, pa tudi ostalim. Prababica. Aha, vi ste že prababica? Aha. Koliko otrok pa imate? Marto pa Marijo, pa Marico, pa Tanja, pa Ksenjo. Aha, jih boste pozdravili? Ja, bom, ja, pa ja, bom. Ste veseli te lepe rdeče vrtnice? Ja, roze blume s ziršin, zelo lepa. Imate kakšno posebno sporočilo za današnji materinski dan, za vse mame? Želim, da bi bile vse zdrave, vesele in da ne bi na tisto mislile, kaj je nekaj težkega bilo. Nekdaj naprej rivljamo in skupaj potegnemo, pomagamo en drugi. To bi bilo od mojega srca najboljše. Prvo, ki imamo vsi na sredi lica nos, smo braća pa sestre. Ste si ta lepi klobuček nadeli danes za praznični dan? Ga nosim, če nekam grem. Aha. To pomeni danes za praznik? Tudi. Bog mi je rekel, Barbara, idi nazaj, pa me je nekaj pognalo. Evo, vidite, srečo sem imela, da sem dobila roze blume. Hvala lepa. Hvala tudi vam, od prvega do zadnjega, vsima, kjer se trudite za nas. Bog vam daj srečo, pozdravlja, vsima vam. Vam tudi vsem hvala. Praznični dan se ni nič manj dotaknil tudi moških sostanovalcev, ki so tudi bili polni lepih želja. Mnogo sreće mladim mamicama i mnogo otroka i starešima i želim sve najljepše od župana pa do, kako kažu, ne, hvala najviše na svima, lepo se imejte i uživajte. To je prav prijetno. Resnično, čeprav ga v prejšnji Jugoslaviji tega nismo praznovali, a ne. Je pa nekako 8. marec nekako malo bolj zapostavljen, odkar se je pač uvedel tale bolj proslavljajo materinski dan, a ne. Drugače pa kar prijetno vsega proslavljajo vse matere, a ne, katere so tudi vsaka jim čast tega res deležne vso pozornost tega, za vso skrb, pa, kako se je izrazil, pa trpljenje, ki so ga imeli za svojimi otroci, da so jih pač s partnerjem spravili do kruha in do končanja študija in tako naprej. Ja. Boste tudi vi danes podarili kakšno rožico, kateri izmed žensk? Veste kaj, jaz sem pač malo hendikepiran, ne. Drugač nimam toliko financ pred sebi, drugač bi z veseljem dal, ne. Tako kot vsak, ki spoštuje svojo mater oziroma mater svojih otrok. Bom jaz dala eno rožico. Moraš ti puno togo. Pa ne treba plačati, to je rožica. Ja, zakaj ne?
To zastonj delijo rožice v nas. Zdaj pa dajte svoje voljene sebe. Nekaj vrtnic pa so predstavniki Nove Slovenije potem razdelili tudi med zaposlene mame v domu in pa naključnim Ormožankam. Letos se je praznovanju 61. občinskega praznika v Središču ob Dravi pridružil tudi domači klub traktoristov Štajer. Organizirali so povorko starodobne mehanizacije, predvsem traktorjev. Od Obreža do bencinskega servisa v Središču in potem še nazaj do Sokolane v središču kraja. V povorki je sodelovalo kar 51 starodobnih traktorjev častitljive starosti. Kar precej organizacijskih sposobnosti je treba, da na eno točko spraviš kar 51 traktorjev oziroma starodobne kmetijske mehanizacije. A je središkemu klubu Štajer v soboto to uspelo. Okrog 11. ure so se začeli zbirati ob gasilskem domu v Obrežu. Pripeljali so se od vse posod in dejansko je bilo kaj videti. Vsi urejeni, očiščeni, spolirani kot novi, čeprav so nekateri stari krepko čez 50 ali celo 60 let. Ogled razstavljenih traktorjev oziroma traktorjev s kmetijsko mehanizacijo je bil več kot atrakcija, še posebej za ljubitelje starodobnih vozil in tehnične kulturne dediščine. Klub traktoristov Štajer se je letos po dolgem času spet z veseljem vključil v praznovanje domače občine. Ja, današnjo srečanje smo priredili v počastitev 61. občinskega praznika. In, taka parada se je zadnjič zgodila davnega leta 1972 v Središču ob Dravi. Pa smo razmišljali, s čim bi popestrili občinski praznik. Pa smo prišli nekako do zaključka, da bi predstavili kmetijsko tehniko starodobno in sodobno. In odziv je bil precejšen, udeleženci so prišli iz Dravskega polja, iz Čirkovec, iz Dornave, iz Koga, iz Markovec na Dravskem polju, Središče ob Dravi, iz sosednje Hrvaške, tako da je prireditev praktično mednarodnega pomena. In kateri izmed teh traktorov je najstarejši? Ja, najstarejši je prav gotovo 53-letnik Ferguson, ki so ga pripeljali prijatelji iz Markovec. Zelo zanimiv primer. Ostali pa so tak, od 50 do 60 let stari. Kdo so to ti ljudje, ki hranijo te stare traktorje? Ja, to smo nadobudneži, ki nimamo mira, radi šraufamo, se pokažemo, da ne rečem bahamo z našimi lepotci. V glavnem, ljudje, ki imajo radi starine, normalno pa se tudi mladim ne odrečemo. Zanimivo, med imetniki starodobnih traktorjev je bilo res veliko mladih imetnikov, ki nad zgodovino kmetijske mehanizacije niso nič manj navdušeni. Traktorji so danes nepogrešljiva pomoč v kmetijstvu, ampak tako ni bilo zmeraj. Stoletja se delo kmetov pri setvi in žetvi na njivah bistveno ni spremenilo. Delo je bilo težko, saj je bilo odvisno od lastnih rok in od pomoči vlečnih živali. Komaj z izumom parnega stroja in pozneje motorja z notranjim izgorevanjem so nastali tehnični pogoji, da se zamenja živalska moč v kmetijstvu. Traktor je tako delovni stroj, s katerim so proti koncu 19. stoletja zamenjali živalsko vlečno moč v kmetijstvu. Na začetku so jih poganjali motorji na parni pogon, kasneje bencinski motorji. Danes je skoraj v vseh traktorjih vgrajen dizelski motor, ki ga je leta 1897 skonstruiral Rudolf Diesel. Izraz traktor je bil prvič uporabljen v tovarni Hart Park leta 1906. V Sloveniji imamo največ traktorjev na svetu na prebivalca, celo preko 100 000. Govori se, da imamo v Sloveniji kmetije, kjer imajo na dvorišču tudi do 5 traktorjev. In med temi je gotovo tudi kakšen za spomin na stare čase.
Kakšen takšen, kot smo jih videli v povorki, ki je od gasilskega doma v Obrežu krenila na pot skozi središče do bencinskega servisa in potem nazaj do Sokolane v središču kraja, kjer so si jih prišleki še enkrat lahko temeljito ogledali od blizu. Dogodek je vsekakor bil atrakcija in odlična popestritev dogajanj ob občinskem prazniku v središču ob Dravi. Sicer pa je klub traktoristov Štajer bil ustanovljen leta 2011. V tem času si je pridobil veliko novih članov, ki se s svojimi starodobnimi traktorji in kmetijsko mehanizacijo z veseljem udeležujejo različnih podobnih srečanj in povork v okolici in tudi drugod v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem. V nadaljevanju pa v občino Sveti Tomaž, natančneje na vznožje Rucmanskega vrha, kjer so v aprilu imeli slavje ob odprtju novega oziroma obnovljenega 1600 metrov dolgega odseka ceste, tako za kraj kot za občino je bil to velik dogodek. Lepo urejena cesta je okno v svet, je uvodoma na otvoritvi obnovljene ceste, ki se vzpenja na Rucmanski vrh, povedal svetnik v občinskem svetu občine Sveti Tomaž in domačin na Rucmanskem vrhu. Na Rucmanskem vrhu ob cesti je 25 hiš. Večina jih je stalno naseljenih, nekaj pa je vikendov, je še povedal Mirko Lovrec. 6 hiš je v Trnovcih, 19 pa v Rucmancih. Stalnih prebivalcev je 60. Od tega 22 upokojencev, 16 se jih vozi vsak dan v službo. 9 jih je nezaposlenih ali pa se ukvarjajo s kmetijstvom. 9 je šolarjev, 4 prebivalci pa so predšolski otroci. Najstarejša prebivalca sta Anton Kovačec in Leopold Lovrec, rojena leta 1929. Najmlajši pa je le nekaj mesecev star Gašper Vurušič, je v svojem govoru bil natančen Lovrec. Najstarejša krajana Anton Kovačec in Leopold Lovrec pa sta poleg župana občine Sveti Tomaž Mirka Cvetka simbolično prerezala tribarvnico. Obnovljeni odsek ceste bo odslej nudil boljše pogoje za življenje vaščanom 3 vasi: Rucmanci, Trnovci in Mezgovci. Dejansko ta cesta za nas pomeni, tako kot sem že povedal uvodoma v govoru, okno v svet, ker ko je bila ta cesta še v makadamski obliki, smo imeli zelo velike težave, nalive, deževje, je dejansko gramos odnašalo v grabe, v doline, v jarke in smo še včasih z kravami pa z vozovi vozili ta šoder nazaj na cesto, danes pa na srečo tega ni treba več. Prejšnja cesta smo zgradili pred 21 leti in bili smo res zelo veseli, še bolj pa smo veseli, da smo uspeli to cesto danes obnoviti. Tokrat ste tudi prispevali krajani, domačini, torej vsi tisti, ki ob cesti živite, ki uporabljate to cesto, kakšen svoj del? Ja, rekel bi tak, dejansko, ko smo gradili cesto pred 21 leti, kot je bilo slišati, smo prispevali skoraj 50%, kar je zelo veliko in nekako po dogovoru z občino Sveti Tomaž, pa tudi med krajani je veljalo prepričanje, da pa bo to cesto oziroma to obnovo v lanskem letu 100% financirala občina Sveti Tomaž, tako da nam krajanom ni bilo treba nič dati, smo pa dejansko nudili moralno podporo delavcem in poskrbeli, da delavci, ki so to cesto obnavljali, niso bili lačni pa neženi. Vaščani so v času gradnje res vsak dan delavcem cestnega podjetja Ptuj kuhali malice, jih zjutraj dočakali s kavo in poskrbeli, da niso bili žejni, kar se najbrž ne zgodi tako zelo pogosto. Sploh pa je ta lepa gesta najbrž še en dokaz, kako zelo so se živeči ob cesti veselili obnovljene ceste in kaj jim pomeni. Gre za odsek 1600 metrov dolg v same meji vasi Rucmance, mi pravimo temu tudi Rucmanski vrh in kot je bilo že danes rečeno, gre do nadmorske višine 326 metrov, kar pomeni, da je cesta zelo pestra, non-stop se tudi v vsej svoji razdalji počasi dviga in na koncu praktično konča kot slepa ulica oziroma slepa cesta, kar bo tudi obeleženo z prometnimi znaki. Veselja med prebivalci oziroma uporabniki te ceste ne manjka, kot je danes bilo videti na otvoritvi. Kako pa ste vi zadovoljni, ko recimo svojim občanom napravite eno tako uslugo, recimo takšno investicijo?
Ne bi mogla reči, da gre za uslugo, jaz pravim, da vedno gre za potrebo. Je pa seveda drugo vprašanje oziroma resnica, sredstva, ki jih pač imamo v občinskem proračunu, nam dopuščajo toliko in toliko investicijskega vlaganja na leto. No, ta cesta je bila kar nekaj let že predmet načrta razvojnih programov, ki je sestavni del našega proračuna, zato je tudi odločitev, da se pristopi k rekonstrukciji obstoječega cestnega odseka zaživela, nekako dosegla luč sveta, kot temu rečemo, in brez težav smo to cesto tudi v lanskem letu naredili. Vsekakor je veselje veliko. Veste, največ pa ti je nekako pomeni tudi to, ko vidiš, da ljudje to sprejemajo. Ko se cesta gradi, ni nobenih težav, ljudje ne, bi rekel, tarnajo zaradi vsakega kvadratnega metra zemlje. Večina primerov je takšnih, da rečejo, poglejte, vzamite, gre za nas vse, mi to potrebujemo. Kako dobro bi bilo, da bi v tej naši ljubi Sloveniji posod to veljalo, da bi vsi tako razmišljali. Namreč zemlja, če hočemo, da bomo imeli dobro infrastrukturo, je pač potrebno imeti neki prostor, kjer lahko to zgradiš. In če se bomo trgali za tiste kvadratne metre in ne pustili, da se zadeve speljajo po strokovni liniji, potem je seveda marsikje to vprašanje, kako dobro lahko investicije končaš. Tukaj ni bilo nobenih težav in res vesel sem, predvsem pa upam, da bo tako ostalo tudi pri prihodnje. In koliko je bila vredna investicija? Ta sama investicija kot najugodnejši ponudnik je bilo cestno podjetje Ptuj v vrednosti 93 000 evrov. Z nadzorom je ta cesta stala nekaj manj kot 95 000 evrov. No, na koncu, ko smo končali vsa dela, tudi tista, ki niso bila predvidena in je bilo potrebno dodati zaradi same ceste, zaradi same kvalitete, predvsem pa tudi zaradi želja naših občanov, je ta cesta znašala 111 000 evrov. No in kaj se je pravzaprav vse uredilo? Kot lahko vidimo, že na samem začetku te ceste, vsi priključki, ki jih lahko vidimo po celotni trasi tega 1600-metrskega odseka, so lepo urejeni. Lahko rečem tudi to, da so občani, ki živijo ob tej cesti, maksimalno sodelovali tudi s svojim delom investicij. Ni družine na tej trasi, ki si ne bi uredila svojega dovoza, se pravi svojega dvorišča, svojih cest. Tukaj vidimo kar lep cestni odsek, ki ga je družina plačala sama, mi pa smo pomagali z priključki. In jaz mislim, da je to ena najlepših gest, ki se lahko naredi, vseeno vse zadnje, tako poceni priti do investicije pri takšnih priključkih in pa dvoriščih, ki so si jih ljudje uredili, kot takrat, ko se cesta gradi, nikoli več do njih ne moreš priti. In res zahvala gre tudi tako cestnemu podjetju Ptuj, ki je prisluhnil našim željam, predvsem pa željam našim tukajšnjim gospodinjstvom in jim pomagal za solidno, zmerno ceno narediti vse tisto, kar je pač bilo v njihovih željah in potrebah. Boste letos še zgradili kakšno cesto v vaši občini? Letos imamo plan zgraditi cirka 2500 metrov cestnih odsekov, in sicer gre za en cestni odsek v Tomažu, v Svetega Tomaža proti Bertonečicam, v skupni dolžini 1600 metrov in pa 700-metrski odsek v naselju Prešetnice. Ta odsek v Svetem Tomažu, mi mu pravimo tudi Goli breg, je ravno kar v izvedbi. Gre za dokaj zahteven odsek, glede na to, da večina poteka ta cesta po gozdnih površinah, predvsem pa zelo strmem pobočju, tako da bo kar nekaj težav in pa stroškov glede samega odvodnjavanja. No, druga cesta, ki pa je predvidena za nadaljevanje, se pravi v mesecih julija, avgust, je pa cestni odsek v Prešetnicah, ki pa ga gradimo s pomočjo 23. člena, ki še ga, hvala Bogu, letos dobimo, kaj pa bo v prihodnje, pa Bog ve. V kulturnem programu na odprtju ceste, ki je potekala v soboto popoldne, so nastopili domačini. Primož in Daniel sta zaigrala na klarinet in harmoniko. Luka pa je celo spesnil priložnostno pesem. Med jivami na rovni cesti, pred menoj luken celi red, presukne štel mi tam na meste, na ramo deni si ga det. Ni čudno, ko sem si pecikl vničo, če bi v jamu lahko dja mrličo. Samo motiko še bi meja, pa bi lahko trovo plejo. S peciklom leta, kto moše, kako kot ki kuru roše. Kada novega si kupa, vse si storega je vlupo. Tak župani leta je, pa mu poveda čistar vse. Nekši penes, ko se zmekne, pa ga v Rucmenski vrh vtekne. Tam mu lahko lepo se vozili, ko namo tako nekda peš hodili. Povoba sem župana k nam, kada vida, kaj ni za manj. Ta pa se županje k sebi vzeja, pa si toti vrh pogleja. Vida je, ko so tam gorice, pa ko vsi nucajo cesto do pivnice. Metaloga kak 300 zlode, nije veda, ki sploh je, te pa glosa zdaj razode, spremeniti treba vse. Končna je ideja pola, tako kak pijan dojs z dola,
cesta nova mora biti, vači ne da sploh zaiti. Te pa se začelo je, vozilo se je čistar vse. Opet pesek, opet šodar, falija še je samo odar. Marsikdo je v tunku boksna ali pa v klet po vino ša, samo ka bi dedon močnin asfalt dobro ša. Hitro dnevi so leteli, pridni vsi so zelo bili, taka cesta je bila konec, kak bi reka 1, 2, 3. Že je padna prvi sneg, te smo videli, kaj je breg. Samo ta cesta nova je pokozala, kak je sirovo. Če pa kdaj je fes sneg ša, plusko leta že je gor, samo ka bi cesta lepa bila kak vsi kdor. Šakole so postavili ob cesti, kak bi bija negi v mesti. Dosti krat je pijan kdo gor ša, temu toti kol je zelo fendijo. Zdaj več cesto ne da brige, odpalale so še zodje satolige, moramo še okrstiti, ta pa lahko začnemo voziti. Cesto je blagoslovil domači župnik Matija Tratnjek in vsem zaželel srečno vožnjo, sploh pa, da naj služi dobrim namenom in na Rucmanski vrh pripelje še več dobrih ljudi. Otvoritve cest v vaseh totokrog so veliki dogodki. Tako je otvoritvi sledila pojedina za vse in druženje v pozno popoldne. Obeležitev Dneva zemlje 22. aprila so v Ormoškem vrtcu združili s projektom Dvig socialnega in kulturnega kapitala. Medse so povabili tudi otroke iz vrtcev osnovnih šol Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Uvod v pisan dan dogodivščin je bil slavnosten dvig eko zastave. Sicer pa so vrtcev goste iz vrtcev osnovnih šol Središče ob Dravi in Sveti Tomaž najprej pogostili zajtrkom. Nato je sledila krajša slovesnost, petje ekohimne in dvig zastave. V vrtcu Ormož je dan zemlje bil le en dan, namreč eko je v vrtcu tudi sicer način življenja in dela. Z različnimi dejavnostmi, z eko vsebinami, že od malega spodbujamo ločevanje odpadkov, koše za ločevanje si delamo sami, jih opremljamo z različnimi simboli, da otroci znajo ločevati tudi sami odpadke. Potem veliko ustvarjamo iz odpadnega materijala, se pogovarjamo o tem, kaj vse je mogoče reciklirati. Pogledamo si razne filme, ki jih dobimo iz strani ekošole. In nasplošno v projektu smo že zdaj toliko let, da je v bistvu to naš način življenja. Kako pa vse skupaj to dojemajo otroci? V redu, glede na to, da je to že od najmlajših let naprej, otroci to nekako ozavestijo in je pač to njihov način, ne vejo drugače. In kakšno vzgojo v tej smeri prinašajo od doma? Mislim, da tudi od doma, da se stvari spreminjajo, kar se tiče tega, nekaj pridonesejo k temu tudi otroci, ki to prinesejo iz vrtca oziroma iz šole, potem v šoli se to nadaljuje. Mislim, da se je miselnost glede tega zelo spremenila. Kaj se danes tukaj dogaja? Dvig eko zastave. Ti veš, kaj to pomeni, da je nekaj eko? Ja. Misliš, da je to zdravo? Dobro. Kaj misliš? Kaj je to eko? Kaj pomeni, da je nekaj eko? Da eko zastavo dvignemo. Pa še kaj? Da zapejemo eko himno. Kaj pa jemo in pijemo? Veš mogoče ti? Ne. No, kaj pomeni eko? Veš morda to? Ja. Kaj? Zapojemo
našo eko himno, pa da dvignemo eko zastavo na eko dan. Aha. Kaj pa recimo, kar se tiče prehrane? Kakšno hrano moramo jesti, da je eko? To pa ne vem. Mora biti ta hrana zdrava? Ja. No, kaj to pomeni? Jemo sladkarije ali rajši več sadja in zelenjave? Rajši več sadja pa zelenjave. Kaj pa ti misliš? Da moramo ločevati odpadke. Točno. Kaj pa prehrana? Da moram jesti puno sadja. Bravo, točno. Pa še ti nam povej? Nič ne povej več. A te jeste, bom te pa jedel. Kaj imaš ti rad od sadja? Renkanko, pa fuko, pa babune. Tako pravijo otroci, ki si morda vse skupaj razlagajo po svoje. Svetovni dan zemlje je letos potekal 36. in povsod se je pravzaprav kaj dogajalo, kar pač pripomore k ozaveščanju zemljanov. V nadaljevanju so se zbrani otroci porazdelili v skupine in se odpravili dogodivščinam dneva nasproti. Prvo nedeljo v maju je v Ormožu bila sveta Birma. Tudi ta je bila za mnoge občane velik dogodek, ki ga seveda tudi mi nismo prezrli. Dan, ko je v župniji sveta Birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda svetega duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo. Birmansko bogoslužje in obred svete Birme je opravil škof, ki je sicer tudi oficial metropolitanskega sodišča ter rektor mariborskega bogoslovja dr. Stanislav Slatinek. O prisotnosti domačega župnika Draga Avsenaka in velikonedeljskega priorja Janka Štamparja. Spoštovani bratje in sestre, dragi mladi prijatelji, prisrčno vas pozdravljam. Z velikim veseljem smo brali čudovito lepe besede, ki ste jih zapisali na portal vaše župnijske cerkve. Oče, potrdi nas v veri. Prepričan sem, da je to globoka prošnja nas vseh, ki smo tukaj, pa še tudi tistih, ki niso mogli stopiti v cerkev. Še prav posebej pa vas, dragi mladi prijatelji, dragi Birmanci in Birmanke. Te lepe besede, ki so pravzaprav kakor geslo, smo vzklikali že ob prvem obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Leta 96. V mojem srcu so še vedno žive in upam, da bodo žive te besede ostale tudi v srcu vseh vas. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je nekje zapisal, da vsak kristjan nosi skozi življenje dve svetilki. Eno za ljudi in eno za Boga. Za ljudi nosi prižgano svetilko vere, za Boga pa svetilko svoje vesti. Danes na poseben način sveti vaša prva svetilka, tako da jo vsi vidimo. To je svetilka vaše vere. Danes je slovesni praznik, ko boste malo pred obredom svete Birme, dragi Birmanci, boste slovesno izpovedali svojo vero. Se namreč odpovedali hudemu duhu in izpovedali, da verujete, da ljubite Jezusa, našega Gospoda. Pred 15, morda 14 leti, za nekatere, ste bili krščeni. Takrat so vas starši nesli k krstu.
Takrat so starši v vašem imenu izpovedali vero. Danes pa boste to storili sami. Zato upravičeno lahko imenujemo, da je praznik svete Birme tudi praznik vaše mlade vere. Anže, prejmi potrditev, dar svetega duha. Amen.
Tako je čez 20 birmancev doživelo po krstu in prvem svetem obhajilu svoj tretji sveti zakrament, ki jih krščanstvo imenuje zakramenti uvajanja. Sveti zakrament je v krščanstvu sveto znamenje, ki ga je postavil Jezus Kristus, da nas posvečuje. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. Po njih, kot piše Vera, nam Jezus nudi pomoč, ki jo imenujemo Božja milost. Vsekakor pa je Birma za vsakogar izreden dogodek, ki v spominu ostane za vse življenje. Tako, to je bilo nekaj vedrejših dogodkov v teku prvih mesecev letošnjega leta, ki se jih je bilo najbrž lepo spomniti. Naslednja oddaja Utrip Ormoža bo na programu KTV Ormož v drugi polovici avgusta, čeprav tudi v tem času ne bomo počivali. O vseh dogodkih vas bomo namreč sproti obveščali na našem spletnem portalu www.ktv-ormož.si. Lepe poletne dni vam želimo in nasvidenje do takrat. Srečno!